Otroci, morate vedeti, da je internet medij, kjer vse, kar damo na net, kar damo na splet, bo zavedno ostalo na spletu. Vse stvari, ki so tako luštne, simpatične in nagajive, kot tudi stvari, ki si jih nikoli ne bi želeli, da bi jih kdorkoli videl, bodo ostale na spletu. Zakaj je to pomembno vedeti? Morda vam te posnetki ne bojo najbolj všeč. Bi si želeli, da ne bi nikdar obstajali. Zato karkoli damo na splet, je dobro, da vedno premislimo, a to želimo, da res čisto vsi vidijo. Kaj naredimo, če naletimo na vsebino, ki nas prestraši? Ti občutki so povsem običajni in tudi pravilni. Se pravi, zaupati svojim občutkom je dobro in jih nič ne tlačiti. Morda, da sem jaz zdaj majhna, da sem zaradi tega, ker sem punčka, zaradi tega, ker tako sem bolj čustvene narave ali pa da sem bolj čustveni fant in tako naprej. Absolutno ne. Kar je dobro v teh občutkih, je pomembno, da spregovorimo. S kom? Z osebo, ki meni veliko pomeni. Lahko je to starš, lahko je mogoče nekdo drug iz družine. Lahko je nekdo v šoli, lahko je to vrstnik, lahko je to prijatelj, znanec, sorodnik, učiteljica. Zakaj ne bi tega izpostavili kjerkoli, pa kakršenkoli predmetu v razredu. Lahko je to popoldne, na kakšnih prostočasnih aktivnostih in dejavnostih. Kaj pa naj naredimo, če nas na spletu poišče nekdo, ki ga ne poznamo? Z neznanci na drugi strani spleta ne vemo. Lahko so zelo dobri, lahko so tisti, ki so eni izmed nas, lahko so pa otrokom nevarni. Ne veva. Na cesti bi se od takšnega človeka obrnil stran in zbežal, na spletu bi z njim začel govoriti, mu pošiljati slikce, ker so običajno tudi zelo prijazni, zelo ljudni, zelo spoštljivi in kateri pokažejo zanimanje zate. Moj sin je naletel preko Vibra na ponudbo, da bi se udeležil nekega treninga nogometa, ker je nogometaš, ker mu to predstavlja zelo pomemben del, ker na svojih družabnih omrežjih objavlja razne novice, ker beleži, kaj se dogaja v nogometnih klubih. In povedal mi je in prebral mi je novico, da ga vabijo v nek klub, da je treba samo nekaj prispevati, da je treba samo v bistvu dati neka sporočila pa imena in priimka. In takrat sva se pogovarjala o tem, kaj pravzaprav hočejo. Podatke, morda kaj že denarja vnaprej, in igrajo na tem, da so ravno na tisti gumb pritisnili, kar je bilo mojemu sinu zelo pomembno. Se pravi, nogomet, ključno, on se je videl v tistem klubu, on je hotel imeti sporočilo, da zdaj ga bojo pa povabili v neko tujino. V realnosti ne vabijo na takšen način. V resnici ne pridejo na takšen način. Pridejo preko kluba in podobnih zadev. Zato je zelo pomembno, da je reagiral na takšen način, da se na to ni odzval. Ker je po vsej verjetnosti v ozadju neka prevara, kakršnakoli že. A potem se ne smem javiti, če me kliče nekdo z neznane številke? Lahko se javiš, a ne? Ampak v bistvu pri neznani številki ugotavljaš, kdo pravzaprav je v ozadju. Ni nujno, da pove svoje resnične podatke. Kako pa to ugotovim? Potrebno je pri teh, ki imajo slabe namene v ozadju, imeti v mislih, da pošljajo sliko nekoga drugega, ki so ga dobili na spletu. Zelo pomembno je, da ko želi vzpostaviti stik s teboj, tebi kamera dela, na drugi strani človeku kamera ne dela. Nikoli ne dela. To je recimo en tak občutek, da je lahko nekaj zelo narobe. Kaj je lahko narobe? To, da na začetku, ko vzpostavljajo stik s tabo, lahko povejo, da so tvojih let. Ko se nekaj časa pogovarjata, največkrat preko sporočil in brez slike, lahko povedo, da niso toliko stari. Lahko povejo realno starost, mojo starost. Ampak takrat ti je lahko ta človek že všeč. Zakaj? Ker je se tako fajn z njim pogovarjati. Ker te razume. Ker ima vedno čas. In ker starši običajno težimo, morimo, hočemo obveznosti, tako v šoli kot doma, govorimo, nimam zdaj časa, ta oseba pa ima vedno čas. In te razume. In če ti pove, da si še lepa, lep, da si dober, da si uspešen, je to pravzaprav, kar ti hoče slišati. Se pravi, ve, kaj mora govoriti. Zakaj pa to počne? Da na ta način poskuša vzpostaviti odnos s teboj, da se želi srečati. Ni nujno, da ima prijetne namene v ozadju. Kaj se lahko zgodi? V policiji se srečamo s primeri, ko otroci gredo na takšna srečanja in na teh srečanjih pride do zlorabe.
do spolne zlorabe, fizične zlorabe. In potem ne upajo staršem povedati doma, ker mislijo, da bojo kaznovani, da jih bojo starši kregali, da jim bojo rekli, da si sam kriv, kaj si pa naredil to, kolikrat smo ti to pravzaprav opisali, pa si ravno to naredil. Ampak tukaj moraš vedeti eno stvar, da starše je pravzaprav strah. In da mogoče tudi, če starši tako odreagirajo, so tvoji starši in ti bojo stali ob strani. Zato je tako, tudi če do tega pride, je treba povedati. V končni meri tudi, če se obrneš na kogarkoli, lahko policisti, kriminalisti, preiskovalci pridemo do tebe. Tudi takšni, kot sem jaz.